Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj tokrat odpiramo okna v svet skupaj z Lotrič Metrology. Radio Sora poslušate in zdaj je čas za našo radijsko klepetalnico. V njej se bomo danes družili z Jožetom Krmeljem, kovaškim mojstrom, ki ženo Matejo predstavlja že 7. generacijo mojstrov Krmeljeve kovačije. O kovanju nekoč in danes, kovaških zgodbah in podmladku, tradicionalnih izdelkih ter posebnih unikatih, ki nastajajo v Krmeljevi kovaški delavnici, bomo klepetali v nadaljevanju. Najprej pa dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako je ponovno pred mikrofonom Radia Sora? Kako ste? Dober dan. Ja, trema, kot zmeri. No, ampak tudi to bova premagala, glede na to, da ste v življenju premagali že kar nekaj ovir. Zdaj sami ste se najprej, čeprav vem, odločili za poklic lesarja in delo z lesom. Kaj vas je vleklo v svet lesa? Ja, jaz sem doma, prihajam iz Sevške doline, tam je bil Alples, čisto naš neposreden bližin, pa to sploh nisem drugače razmišljal, kot najbližja stvar. Dobil sem štipendijo in sem se pač odločil za poklic mizarja. In v mizarstvu tudi nekaj časa delali, dokler se ni zgodila ljubezen, ki je bila usodna za vaše življenje, tako ali drugače. Kako je bilo z vašimi kovaškimi začetki? Vam je bilo delo takoj blizu ali ste potrebovali nekaj več časa kot za ljubezen, ne do vaše takratne srčne izbranke? Začetki so bili kar težki. To sem bil mlad fanče, ta del je pa dosti težak, naporen in ko sem začel kovači delati, to sem imel vse noči take mrtvičaste roke, prste, bolečine, ker utrditi se moraš, ne? Zato je pa ta prehod zmeri težak, naporen, ampak vsaj tam se pa to telo prvat, pa gre. Kako je bilo, ko ste prvič prijeli v roke kovaško kladivo? A se spomnite tistega občutka, ne? Ko ste pod budnim očesom mojstra Matevža rekli, zdaj je pa čas, da zavihamo rokave pa preverimo situacijo? Spomnim se, ko sem ga prvič, nekaj sem koval in je prišel tast v delavnico, to je bilo izven delovnega časa. Pa je že na daleč rekel, v desno klado, ker sem levičar. In pa je to obrniti na desno stran, nobene tiste moči, nobenega občutka v rok in je bilo še to, zato ker je nakoval je pač tako obrnen. Če bi bilo to danes, bi jaz prilagodil, bi si talev nakoval naštimo, ampak takrat sem se pa razmeram prilagodil. Se potrudili in zamenjali roki, pa nadaljevali potem s samim kovanjem. Zdaj glede na tole menjavo je bilo, kot ste že dejali, nekaj otrplih mišic, verjetno kar precej muskelfibra, tudi kakšen črn prst? Črn prst ne, ampak toliko se tega privadaš, da danes z levo ne bi mogel kovati, da moram klado v desno parjeti. Čist telo sprejme in pač se navač tega. Od prvega nasveta oziroma prvega navodila, ki ste ga dobili s tastove strani, je bilo potem, verjamem, da še kar nekaj. Če zdaj le pogledava nazaj, kateri njegov nasvet pa je bil morda tak, ki je še danes zlata vreden za vse kovaške vajence, pa ne nazadnje tudi za vas prekaljene kovače? Kaj jaz vem, vse, kar sem pobral od njega, pa kar sem videl, vse mi danes prav pride. Ja, ker to so bili veliki mojstri, ampak stara šola. Stroki, ni bilo nobenega kompromisa, nič, kar se je rekel, tako je mogel biti in nismo sploh smeli razmišljati, da bi kaj drugače naredili. Stara šola, no. In potem ste to znanje tudi sami upijali, razvijali, ponotranili do te mere, da je postalo praktično vaš način življenja. Kako pa danes doživljate poklic kovača? Kaj vam pomeni, glede na to, da vam ob kovaški peči in s kladivom v roki žari obraz, da se vam svetijo oči? Mi smo s tem modelom srečni. Rad to upravljamo, nam ni težko. Ker to je malo drugače, kot pa en drug poklic. No, to res vse žari, pa v ognju je moč, je življenje in to nam puša en pečat. Je ta moč ognja tudi tista dodatna spodbuda, ki jo potrebujete za to, da vam delo lažje teče, ne? Delo kovačev je, kot ste sami dejali, zahtevno, težaško, sicer verjetno danes malo manj, kot je bilo nekoč, pa vendarle ni to ravno najlažji poklic na svetu, čeprav, kot pravite, je za vas najlepši. Ja, sploh pri nam je to dosti zahteven, zato, ker se držimo mi te stare tradicije, probamo delati čim bolj na prvin
mladinski način. V bistvu kujemo vse po občutku. Nimamo nobenih, ne vem kako bi rekel, omejitev, šablon, ampak vse je prosto skovano. Ker pač smo tudi videli, da trg išče rab take stvari, unikatne, in se probamo tega držati. Zato je pa to bolj zahteven, ker pa ne moreš to kar prepustiti enemu, da bi namesto tebe nekaj delal, ker morate prvo to sprejeti, ker to v bistvu mehkobo, pa pri trdmu poklicu mora biti mehkoba. Čeprav se sliši kontradiktorno, pa vam to seveda skozi vaše izdelke uspe pričarati, verjetno kljub spremembam, ki jih je kovaški poklic doživel skozi leta. Na kakšen način je pravzaprav kovaštvo šlo svojo pot? Kako ste delo tem spremembam prilagajali tudi v vaši kovaški delavnici, kljub temu, ne, da prisegate na tradicijo? Ja, smo imeli dosti težka obdobja vmes, ker pač modernizacija je v bistvu skoraj odnesla ta poklic. Ampak se stvari malo obračajo. Probamo se prilagajati trgu in najdemo eno skupno pot, tako da imamo kar dosti zanimanja za te naše izdelke. Pa tudi mi se prilagajamo, da razvijemo nov izdelek, ki ga pač trg potrebuje pa rab. No, sami prisegate na tradicijo, kot sva že dejala, in tudi zaradi te, če rečeva, vaše ne toliko trme kot vztrajnosti se je ohranilo kar nekaj starega kovaškega znanja. Kateri so tisti postopki, ki prav zaradi vas, zaradi kovaške delavnice Kovačije Krmelj ostajajo žive tudi za naslednje rodove in generacije? Pri nam se je zdaj pojavil, recimo imamo zdaj že par let zaposlenega mladega fanta, ki se je odločil, da bo kovač, in je toliko dobro sprejel ta način dela, da v bistvu lahko me čisto nadomesti. Ima to v sebi, to je tako, kot če se bo odločil za slikarja ali pa za glasbenika, moraš imeti tisti talent noter nek, ta fant ga ima pa za kovača in sprejme vse te stare principe. V bistvu mu enkrat ali pa dvakrat pokažem in on lahko to na ta način dela. Tako da je to zanimivo, no, da smo se srečali, da je pri nam in da kuje. Kateri so ti stari principi, ki ostajajo živi, ki jih drugje kot pri vas morda ni več moč videti ali pa se naučiti? V bistvu je cel proces pri nam izdelave enega izdelka toliko unikaten, toliko neprimerljiv z drugim, z industrijo. Cel proces, karkoli delamo, imamo čisteno svojo pot, pa en svoj pristop do dela. Tudi kaj starega orodja, ki še vedno odlično služi svojemu namenu? Mi kujemo čez 100 let stari te kovaška kladiva. Je letnica na njemu in je čez 100 let star, pa vse naredimo, vse potehnemo na takmu kladivu. Več o tem, kaj vse tole kladivo zmore in kaj še nastaja o kovaški delavnici Kovaštva Krmelj, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Kovaški mojster Jože Krmelj danes na stežaj odpira vrata svoje kovaške delavnice in z nami deli razmišljanja in skrivnosti kovaških mojstrov. Zdaj nekje sem prebrala, da kovač za svoje delo potrebuje ogljen, dovolj močan ogenj, žareče železo ali jeklo, pa pravo oblikovalsko kladivo in delo se lahko začne. Zdaj kovaštvo je, kot ste že sami omenili, svojevrstna umetnost, pa če morda začneva res kar na samem začetku, kako sploh nastane kovaški izdelek? A se odločite, kaj boste delali, pa potem naredite načrt in greste v akcijo, ali, ne vem, pogledate kos kovine pa rečete, iz tega bi pa lahko nastala, ne vem, sekira, posoda, meč ali kaj drugega? To, kar ste našteli, je vse drži, ampak mora pa biti v glavu vizija, kva hočeš narediti. Do česa bi rad prišel. Da sem tako odločil, da bi kar nekaj vzel, pa zdaj kva bom pa z tega naredil. Ne. Zmeraj v glavi imeti, kva želim narediti, pa prilagajamo material, pa iščemo, kva je najbližji, iz česa bo najlažje to šlo skozi. Kako potem steče tista prav ustvarjalni postopek? Zakurjena peč, razbeljeno železo, zvoki kovaških kladiv? Mi zjutraj itak imamo to utečen del. To imamo že vse naprej določen, kva se bo delal zjutraj. Ogenj zakurimo, pa vsak tam nadaljuje, kot je včeraj zaključil. In tako nastajajo izdelki, tako tisti unikatni, kot seveda tisti pravi
praktično uporabni. Kako široka pa je kovaška obrt? Koliko možnosti za ustvarjanje in delo ponuja? To pa lahko se reče, da v bistvu ni mej. Kokor si ustvarjalen, lahko to nadgrajuješ, razvijaš, nove artikle vpeljuješ. Ampak vsak razvoj zahteva svoj čas. To je pa velikat problem, ker smo toliko peti v to proizvodno, ki jo imamo, in zmanjka časa za razvoj novih produktov, ki bi bilo prav, da bi jih razvili, pa trg bi najdel zane, ampak velikat ne gre skozi časovno. Ampak kjer je volja, se vedno najde tudi pot, in pri bogatem naboru vaših izdelkov, ki jih lahko najdemo na vaši spletni strani, najdete čas tudi za to. Zdaj v prvi vrsti, oziroma pravzaprav začelo pa se je s kovanjem rezilnega gozdarskega orodja. Pa če zdaj le kar pogledava v delavnico, po tisti proizvodni plati, kaj vse se pri vas kuje? Kateri mojstri lahko pridajo k vam po dobro orodje, ki bo zdržalo tudi več desetletij oziroma celo stoletje, tako kot vaše kladivo? Pri nam ves orodje, ki ga mi naredimo, se to smatra, da naj bi bil pri normalni uporabi, pa v enem vzdrževanju za več generacij. Tudi mi bi rad videli, da bi bil odnos do orodja tak, da se to spoštuje, merka na to, ampak težko je to na trgu dosežiti. Danes recimo tudi dober cajti to naredijo, se strank zlom ročaj, pa pride vprašati, je ureden ga zamenjati, a kar novo kupu. Mi smo zato, da ga boš 5krat zamenil, ampak skera mora ostati pa ista. Kaj ne bo nič, ker se jo lahko uporablja, lahko jo prenese na naslednji rod, nima kaj biti. In tudi ves orodje od nas ima doživljenjsko garancijo. Nič ni važno kdaj, pa kje je bila skera kupljena, če bi se čez 20 let ena ubila, pri nam se dobi novo. Orodje z garancijo in odlično kvaliteto. Zdaj omenila sva sekire, te so morda najbolj prepoznavne, ampak pri vas dobijo orodje za svoje delo tudi slikopleskarji, pa arheologi, mesarski mojstri in še bi lahko naštevala. Kako bogat nabor je pravzaprav vaših izdelkov? To jih v bistvu vam ne morem povedati koliko, ampak kod imamo odprtih po moje blizu 600. Sam to se je en izdelek se ponavlja v različnih centimetrih, v različni teži, zato je tudi tak števil. So sezonsko razporejen, nekaj je spomladanskega, nekaj je klasika, ki zmeri to laufa. So pa stvari, ki jih pa lahko naredimo, če trg pokaže željo, pa mi naredimo take izdelke, pa jih jim dostavimo. Že prej ste omenili, da seveda kvaliteta orodja je nekaj, je pa potrebno tudi pravilno vzdrževanje, pa tudi pravilna uporaba. Zdaj nekaj podatkov lahko najdemo na spletu, kako je z brušenjem. Zanimivo je, da se po sekirah ne sme tolči z macolov, čeprav to kar pogosto včasih počnemo. Kako bi pravzaprav morali tudi mi poskrbeti za to, da bo orodje res zdržalo ne samo eno, ampak 2-3 generacije ali pa morda še kakšno več? Včasih so ljudje vedeli, kako se z orodjem dela. So znali in so bili spoštljivi do njega, so ga merkali. Danes pa ta mladi, se pravim, verjetno je to mal problem v ceni, ker je to dosti nizko cenovno. Star mojster ne bi nikoli šel s skero ob skero udariti ali pa z macolo po skeri. Zmeraj so zato uporabljali lesene bate in na orodju ne delaš nobene škode. Efekt je pa bistveno večji, kot pa če z macolo udariš. Ker to spet se ve, da je črn gaber najtrši, najtežji les, to so jih okovali, dali so jim tenke palce za ročaj, tako da je on amortiziral tisto udarc, da niso ramena bolele, pa roke. Učink je bil pa bistveno večji, kot pa pri macoli. Tako pa smo izvedeli nekaj novega in si morda v bodoče tudi sami olajšali delo, tako kot so si ga oziroma si ga še danes znate tudi kovaški mojstri. Zdaj morda, če ostaneva še malce pri delu, kako zamudno pa je kovaško delo, recimo, kadar se kuje orodje. Zdaj, če se prav spomnim, pravite vi, kovaških ur pri izdelavi svojih izdelkov nikoli ne štejete, Je bolj pomemben kot čas, sama kvaliteta. To drži? Karkoli se lotimo delati, je tisti začetni proces bolj zamuden, da vse pripravimo. Pa, ki pa enkrat steče, se pa nadomesti tista razvojna faza, priprava in se to vse pogliha eno z drugim. Tako da ur ne gledamo, koliko je narejenega na uro,
ampak gledamo, kako je narejen. Kar pomeni, da ena sekira lahko nastaja koliko ur, morda tudi cel dan, morda tudi 2 dni, če ne gre tako, kot si človek zamisli, pa potem kovino raje odloži, da ne naredi več škode kot koristi. Včasih se kakšne nove stvari lotimo, včasih tudi narata, pa tudi ne gre ne na trg, ne na kamer, bolj da se skrije, pa pozabi na to. Pač kakšen razvoj ne rata in tako je. Ampak je pa lahko rečeva ena taka dobra šola za naslednji izdelek, pa morda za nadaljne delo, tako za vas mojstre, kot seveda tudi za mlade vajence, ki prihajajo za vami. Tega poklica se recimo, včasih so bile šole za to. So se v šolo učili, pa so nadgrajevali to pri mojstru, vse ostalo je pa vse življenjski študij, ker ni konca tle noter tega razvoja. Se lahko skozi nadgrajuješ, pa izboljšuješ, tako da vse življenjsko učenje je v bistvu. In o njem bova kakšno rekla tudi po naslednji, ko bova zajadrala tudi v kuhinjo. Ja, prav ste slišali, več pa po glasbi. Zbujate se z Radijem Sora. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj tokrat odpiramo okna v svet skupaj z Lotrič Metrology. Kujemo danes z Jožetom Krmeljem in na stežaj kukamo v svet kovaške umetnosti. Prej sva začela s kovanjem orodja, zdaj pa lahko nadaljujeva z eno vašo kovaško strastjo, ki ponuja več ustvarjalnosti. Sami ste prepoznani tudi kot mojster kovanja nožev, tudi kakšna posoda se najde med vašimi izdelki. Kaj pa vam pomeni ta del vašega dela, torej izdelava malce drugačnih pripomočkov, ki nam lepšajo, lajšajo, pa tudi ne nazadnje pocrkljajo naše življenje? Drugač nam to veliko pomeni, izdelava teh izdelkov, je pa lih tok ali pa še bolj zahteven, kot pa tisti reden program, ki ga delamo. Tako da tlenot nimamo nobenih bližnjic, pa se moramo držati vseh pravil, da probamo narediti čim bolj kvaliteten izdelek. Zdaj omenili ste pravo umetnost in ena takšnih je zagotovo kovanje nožev iz damaščanskega jekla. Pri kovanju slednjih, če sem prav zasledila, ste v delavnici najraje kar sami, se je zato potrebna posebna zbranost, brez kakšnih motečih elementov in nepotrebnih vprašanj. Za kakšen način kovanja pravzaprav gre? Kaj pri damaščanskih nožih je tako posebnega, tako drugačnega? Pri damastu v bistvu hoč po eni meji. Zato je prav, recimo jaz, mi, ki smo v delavnici, ki jih vodim, me skozi eden nekaj sprašuje, pa kva bo poj, pa kako da je to, pa kdaj, kako pa to. Ker pa delaš damast, se moraš pa to osredotočiti čist na proces, ki ga delaš in tudi pogledati ne smem preč, pa mi vse štima. Če ne, naredim napako in je vsa ta prehojena pot zastonj. Ni vas veliko mojstrov, ki obvladate ta način kovanja. V čem je skrivnost, v čem je magija takšnega načina kovanja in teh izdelkov? Drugač nas je zdaj kar malo to po Sloveniji, so te mladi fanti se pojavili, ker zdaj imajo dostop do spleta. Ker jaz sem še stara šola, tega ni bilo interneta, ni bilo telefona in nismo imeli teh informacij. Kar smo pa poizvedeli, je bilo pa vse toliko bolj dragocen. Danes imaš pa te mlade fante, ki si to za hobi delajo, uživajo v tem, so tudi entuzijasti. Je nekaj posebnega na tem načinu kovanja, ne? Seveda, to te more neko še, ne vem, noter zadeti in osrečiti in poj se spustiš v to. Poj ni več del, to preide v druge faze, jaz ne vem kva, to te osrečuje, to poj tam čakaš, da vidiš, kva ti je ratal, a bo šlo skozi, ne bo, ker je ena taka huda igra, no. Huda igra kovanja in na koncu tudi huda igra prelivanja barv na samem rezilu, pa ne nazadnje velja omeniti, ne, tudi sam ročaj, tudi ta je pika na i, pa tudi ta je vaše delo. Ja, ma to probamo biti čist samo zadostni. Sploh mi pride prav, ko sem se učil za mizarja, tudi vsak nož upremimo z etujijam, lesene etuji naredimo, tako da je to
poj en reziv zaščiten, da ga lahko prenašaš, da probamo, da ostane čim del oster, da nima stika z drugo kovino. Kako pa se odločite za to, iz kakšnega materijala bo na koncu ročaj damaščanskega noža, iz kakšnega materijala boste izdelali ročaj za kakšno sabljo, za mačeto, da ima izdelek tisto pravo končno podobo, na katero ste lahko več kot upravičeno ponosni? To je pa tudi ena taka igra, to, kaj bi videl, kako recimo, ko naredim 3 nože, pa iščem, kjer ročaj bi pasal zraven, pa preložim, pa nisem zadovoljen, pa grem novega iskat, kad bil mal prsmojen. Res, taka igra je to, kad te nekaj vodilo v tem, ne vem, kako je to, no. Mora biti mal tudi umetniško. Ima to svojo čarovnijo, tako kot izdelava posod, ne? Zanje ste dobili navdih na dopustu nekje v Italiji, a to drži? Ma ja, to pa, ke hodimo v Dolomite smučat, tam vso hrano postrežejo, prinesejo kar v ponvi na mizo, pa 4 vilce zraven in si to, tista drušna, ki je, vsi špikajo, razdelejo to in mi to en tak čar bil. Pa sem pa tudi v Avstriji videl take ponve, pa sem pa hitro začel študirati, kako oni to naredijo, pa sem rekel, le imamo vse pogoje, pa tudi, a ne, pri razvoju take stvari, da prvo nase pomislim, da bi jo uporabljal, pa rabo, poj šele trg se pojav kasneje, pa ta ekonomsko stališče. Mi ta prvo gledamo, kako to razviti, da tehnološko pridemo do izdelka. In veliko teh stvari me je to sam zanimanje po tehnologiji gnal, da sem prišel do končnih izdelkov. In kako je nastala prva ponev tukaj le v kovaštvu Karmel? Mimo grede je danes še v uporabi? Ne, tam le noter na sten mi 3 visejo, ker se je vse skap pofižil, ampak naslednje poj so bile pa že boljše. In je zanimivo, da delamo za enega Nemca, delamo ponve, ker smo skupaj razvili tako kamping varianto, da je snemljiv ročaj, da lahko ti daš to v nahrbtnik ali pa na motor ali pa kamerkoli, da neseš s sabo, da čim manj prostora zaleže, in je patentiral ta ponev v Nemčiji. Na tak izdelek smo pa ponosni. Ja, upravičeno ponosni. Zdaj ne bom vprašala, koliko ste jih že skovali, ker se govori, da gredo praktično za med in zelo, zelo dobro v prodajo. Ljudje jih imajo zelo radi. Tako kot ste vi rekli, upravičeno jih imajo rad, ker tist, ki eden to sprejme, za ene pa to ni. Pa navijom kol zadovoljno z njo. To moraš imeti tak stil življenja, moraš imeti željo po tak kuh, po tak hran poj, ker to je tist prvinski odnos in je hrana mal drugač, kot pa iz z moderne ponve, teflonske. In to je tisti prvinski okus, ki ga ta stvar omogoča. Omenili ste hrano in ponev, ne morem, da vas ne bi vprašala, kaj pa je tisto najboljše, vam najljubše v teh vaših kovanih ponvah? Karkoli, ker mi radi jemo. Res v teh ponvah se da od zelenave pa do biftka, do najbolj prestižne hrane. Jaz to rad naredim, kakšne jurčke, karkoli, no spet sezonsko. Kar pride pod roke, kaj je zdajle v zgodnjem poletju oziroma pozni pomladi še posebej aktualno? Prejšnji teden smo špargelj najmeri. Nazadnje so bili v ponvi špargli, kdo pa jo večkrat prime v roke, vi ali žena? Ma tist pa morbit lahko rečem, da jo jaz. Naj bo še dolgo, tako bomo rekli in za zdajle postavili piko, po glasbi pa rekli še kakšno o kovaški tradiciji v Poljanski dolini in tudi o tem, kako se s kovaškim kladivom v rokah znajdejo ženske. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. V ritmu kovaških kladiv nadaljujemo naše današnje druženje v radijski klepetalnici Na stežaj z Jožetom Karmeljem. Ja, še bomo malce kovali, pa se še malce sprehodili po sami delavnici. Nekaj kovaških izdelkov sva danes že omenila, prej sva tudi že rekla, da je meja pri snovanju in kovanju izdelkov samo nebo, pa morda če zdaj le pogledava malo v preteklost, kateri pa je bil najbolj nenavaden izdelek, ki ste ga vi skovali? Morbiti bil eden zelo takih unikatnih, ki sem naredil pokaz za tek 4 mostov v Škofji Loki.
Zato me je ta šef klical in rekel, da rabijo ta prenosljiv pokal, pa tek 4 mostov. Poj pa zdaj se pa odločil, ko bi spelo pa naredil. No in sem poj to začel misliti, kako smo to sotočje, 2 doline, 4 mostovi, par skic sem naredil. No in sem zdi, da je poj na koncu tiske poj pozna, dosti smiselno mi to ratal, 2 reke povezati s 4 prečkami in so bili tisti mostovi. Na to recimo pa poj, ko sem si, mi rad gremo tudi v naravo. In ko greš v naravo, moraš vse imeti določen, ko boš s sabo, nobenega balasta ne sme biti zaradi teže, ko gremo za čez noč, deleč. No in sem zase v bistvu razvil si eno skerco. Način, kako jo bom nosil, koliko bo težka, kakšen ročaj bo, vse ima en smisel, no. In poj, ko delamo za eno nemško firmo, ko so videli to skerco, so rekli, če bi jo zane delali, smo rekli, normalno, smo odprti zmeri. No in so poj v Kanadi na enemu jezeru posneli video spot za to skero, to se mi pa tudi fajn zdelo, no. Kaj poj, ker oni to znajo zrežirati, pač za tem stojajo profesionalci in poj vidiš to uporabnost pa ta efekt, ki ga hočeš zase narediti, no, da poj tržijo zdaj to skero po celem svetu v bistvu. In kar nekaj takih unikatnih, posebnih izdelkov je nastalo pod vašimi rokami, nekaj takšnih je našlo pot tudi v razstavno galerijo s kovanimi izdelki, kjer najdemo vse od tistih prvih sekir, ne pa do damaščanskih nožev, tudi takšnih piknik sekirc in posebnih kovaških zgodb. Kako pa je zdaj s tole razstavno galerijo? Kdaj si jo lahko ogledamo? Kaj vse je našlo prostor v njej? Gledate si jo lahko kadarkoli, samo da smo mi doma. Zato jo imamo, da ljudje pridajo, da jim predstavimo, pokažemo, si pač lahko zberejo stvari, če so nam všeč. To je tudi taka stvar, je mal za dušo. Ni to čisto samo komercialno, ampak to nas osrečuje. Ta rustikalna stvar, nazaj k naravi. Svoje znanje pa radi tudi delite, tako med vajence, kot seveda tudi med obiskovalce. Pri vas so, lahko rečeva doma, ognjena doživetja, pa tudi te prave kovaške delavnice. Kako izgleda, ko se odprejo vrata vaše delavnice, ko vanjo povabite obiskovalce, v primeru, da pridejo samo na ognjeno doživetje, torej na ogled kovanja in kovaške tradicije, pa tudi takrat, ko sami zavihtijo kladiva in ustvarjajo? To je dosti zahteven. To pridejo različni ljudje, ki niso vešči tega dela. Glavnina ni še nikoli videla ne ognja, ne kladiva, tako da sem jaz pred to delavnico, ki jih pač ponujamo strankam, sem 1 uro prej v delavnici, da vse pripravim, da poj, ki pridejo, da se jaz lahko ukvarjam samo z njim, da imamo vse sprogramiran, kako bomo šli to pot do konca. Ob tej priložnosti seveda obiskovalci zastavljajo tudi vprašanja. Se spomnite morda kakšnega nenavadnega, posebnega, drugačnega, ki ste ga dobili z njihove strani? V glavnem dobimo zahtevna vprašanja, ker vsi, ki pridejo, to jemljajo dosti resen in se nič ne zafrkavamo, tudi zahtevam strogost, resnost, tako da prav veliko po svoje ne morajo delati, mora biti vse v njih normativih, tudi zaradi poškodb, zaradi tega, ker del je dosti navaren in probam držati čim bolj na nivoju. Kovanje je nekoč veljalo za moški poklic, pa vendarle ni čisto tako, ne? Žena Mateja je dokaz, da tudi dame znajo dobro vihteti kovaško kladivo. Kako pa je sicer ženskami v kovaškem poklicu? Tudi jih pritegne, ampak ne veliko. So pa recimo, ker nam na delavnico pridejo punce, sem velikokrat bolj zadovoljen, kot pa s fanti. Pač so sposobne, speljajo stvar, vse, kar jim pokažeš, naredijo, imajo pa še eno lastnost, da so bolj zahtevne. In z velikokrat naredimo bistveno boljši izdelek z eno punco, kot pa z enim fantom. Kar nekajkrat sva že omenila izobraževanje, tudi sami ste povedali, da zanimanje za kovaštvo in kovaško obrt narašča. Sami ste 7. kovaška generacija tukaj le v Kovačiji Krmelj. Pred leti, ko sva se pogovarjala, ste rekli, da imate nekaj želez v ognju, če si izposodim kar tole frazo. Kako pa zdaj kaže z 8. generacijo? To, kako bo z 8. generacijo, bojo fantje
je povedal. Ja, kaže nam dosti dober. V bistvu imamo 3 mlade fante zdaj. Vsi zagnani, pridni. Prvega vajenca imamo v bistvu po 50 letih. Je mlad fant, se je odločil, da bo kovač. Tudi šolo smo dobro skupaj prišli, so prilagodili šolski program, tako da bomo lahko speljali skozi, da ima pri nam prakso. Ta pomočnik je pedagoško-andragoški izpit naredil, tako da mu je lahko mentor. Kaj jaz sem rekel, da morajo mladi to pelati pa delati in sem se pri tem umaknil. In mislim, da bojo zdaj, če bo svet šel tako naprej, kot je zastavljen, da bojo to taki cajti, da bo promet tekel. Ne vidim razloga, zakva se ne parel tega pa v tem ostali. In kaj je tisto, kar si morda želite za kovaško tradicijo v bodoče? Kakšna prihodnost jo čaka? Zdaj verjetno ustvarjalnosti človeških rok in srčnosti ter iznajdljivosti kovaškega mojstra, kakšna umetna inteligenca po stroji ne boste zamenjala? Tist ogenj v srcu je more goreti. Pa bo pa to šlo naprej, ker če imaš željo, pa tudi cilje dosežeš. Pa včasih to malo lažje, včasih malo težje, pač niha skozi življenje. In jaz mislim, da se nimajo kaj bati, zato ker je to toliko malo konkurence po svetu, toliko je vse zamrl, da če bi se odprli še bolj naven, da bi še bistveno še lažje dihali. Ker za en kvaliteten izdelek lahko tudi dosti zgledno ceno dosežemo. In to je pa bistvo v življenju, da si ti poplačan za svoj trud. Ne nazadnje pa je tudi zdrava konkurenca, tudi v domači Poljanski dolini še kako dobra in spodbudna, ne? Seveda, konkurenca je pa zmeraj zdrava, pa dobrodošla. Za pomoč pa kakšen dober mojster, pa lahko rečeva tudi kakšna vraža. Zdaj, nekdaj je bilo vraževerje tisto, ki je pogosto spremljalo tudi kovaške mojstre. Nekje sem prebrala, da je moral vsak kovač imeti v delavnici vsaj nekaj skovanih žebljev, da je posebna previdnost veljala tudi na Florjanovo. A so te vraže še kaj žive, se jih še kaj držite kovači dan današnji? Zato pa jaz ne bi vedel. Ja, to je pa po moje pa zamrl, pa odnesel. Morbiti je škoda, ker to tudi svoj čar imajo te vraže, ampak da pa mi se jih kaj držali, pa ne. Ja, zdaj, glede na to, da se nama čas izteka, morda za konec še ena taka bolj za šalo kot za res. Pravijo, da je vsak svoje sreče kovač, pa bom zdaj kar pri mojstru preverila. Kako je s kovanjem sreče v praksi? Zdaj, glede na vaše odgovore, jo vi kujete vsak dan. Kakšen nasvet pa bi dali nam ostalim nekovaškim mojstrom glede kovanja sreče? Ta pravil, da si svoje sreče kovač, po moje to drži. V bistvu imamo vse v svojih rokah, sam močan moraš biti, pa to držati. Naj vas še dolgo spremlja sreča, naj še dolgo odmevajo kovaška kladiva tukaj le v Kovačiji pri Karmelju. Hvala lepa za tale današnji klepet in vse dobro, pa verjamem, da kmalu spet nasvidenje. Hvala vam, nasvidenje.